Takole, vse je pripravljeno za začetek druge tekme 9. kroga Prve lige Telemach Slovenija na stadionu Stožice v Ljubljani. Olimpija gosti Celje. Moštvi sta se predlani krčevito borili za naslov. Vsi veste, v zadnjem krogu medsebojni dvoboj na stadionu z Dežele. Svit Sešlar in Almedin Zilkic sta pripravljena, očitno bo sprožil Zilkic, tako je, Zilkic strelja in gol. Olimpija vodi, 9. minuta, žoga se je odbila od enega celjskih nogometašev na poti. Toda Ljubljančanov ta hip to seveda ne zanima pretirano, veselijo se zadetka. Almedin Zilkic, še njegov 5. gol v sezoni. Tule poglejmo, kaj točno se je zgodilo. Na drugi strani, tako se je vse skupaj končalo. Zilkic. Tole je razpoloženi Zilkic. Zilkic strelja, brani tokrat Raduka. Dobro je reagirala celjska obramba, toda nadaljuje se ljubljanski napad. Tomič in Zilkic. Nukić. Nukić, lepo preigravanje Nukića, Nukić ostro pred gol, odbija Raduka, Zilkic prek gola. No, napad za Celjane, Medved ima priložnost, Medved je sam pred Vidmarjem prek gola, no potem pa tudi dvignjena zastavica. Pa iz ozadja Svetlin, Svetlin je prestregel priložnost za Božiča, ki strelja prek vrat. Nekdani slovenski gole, zdaj je Svit Sešlar mimo gola. Odbil je Kapun, toda še poskušajo Celjani, tu je priložnost in zapravil jo je Žan Medved. Na drugi strani pri Celjanih zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjka odlični beloruski vezist Majevski, no tule pa zdaj Pavlović z rdečim kartonom. Drugi rumeni karton za Mihaela Pavlovića in že v drugi minuti nadaljevanja, torej Olimpija ostaja z igralcem manj. Glavni sodnik tele tekme Matej Jug je Pavlovića kaznoval z rumenim kartonom že v prvem polčasu po tistem dvoboju z Božičem. Takrat sta porumenela oba. Nukić lepo se je spet obrnil, Nukić, ki ima levo samega Zilkića. Prepozno je vendarle prišla podaja, zdaj ima Zilkić pred seboj že ogromno gostujočih nogometašev. Dobro je sprožil Nukić. Priložnost, sprožil je Kapun. V kotih je zdaj izenačeno, 5-5. Božič, Begić, obramba Vidmarja. Toda Nukić je prišel do žoge in to je zdaj priložnost za Olimpijo proti razredčeni celjski obrambi. Nukić sam je zaključil tole akcijo, njegov zaključni strel pa ni bil natančen. Lep pozdrav, Savo Milošević je v moji družbi. Pred tekmo sva razmišljala o tem, da proti Muri rezultata ni bilo, pa je bila igra. Danes v nogometu so vse vrne nagrajeni z rezultatom po eni res veliki borbi nogometaše Olimpije. Verjetno ste danes zadovoljni s tem, kar so pokazali nogometaši v domačem taboru. Pa da, s tom razlikom što smo danas imali igru, pa je na kraju bio rezultat. Nije nam se vratilo ništa u odnosu na Moru, jer smo igrali danas dobro. I u poziciji 11 na 11 posle, pogotovo kad smo ostali sa igračem manje, momci su pokazali zaista veliki karakter da izdrže do kraja. Zaista samo mogu da čestitam na fenomenalnoj borbi i ovakve pobjede sigurno mogu mnogo da pomognu jer one donose karakter koji je neophodan da bi se bio uspešan u ovakvoj ligi. Tekme, ki zdaj prihajajo, bodo spet v nekoliko bolj zgoščenem ritmu. Dejali ste, to so tekme, ki delajo karakter. Kako pomembne bodo te 3 točke za nadaljevanje? Vemo, vedno gledamo tudi na lestvico, zdaj ste spet nekoliko bliže mestu, na katerem vemo, želite biti.
Pa mislim da ne smemo dugoročno razmišljati. Ovo je takva liga izjednačena i komplikovana, nema opuštanja. Ambicije Olimpije kao i ostalih 3-4 ekipe koje pretenduju na najveći plasman jesu to što jesu i to ne krijemo, ali ne smemo dugoročno razmišljati mnogo jer ovde se utakmice smenjuju brzo, ima mnogo uspona i padova, liga je jako izjednačena i moramo da idemo od utakmice do utakmice. Ovo je početak serije, jedna od 3 utakmice ove nedelje, već za 3 dana nas čeka nova utakmica koja će takođe biti komplikovana, pa ponovo za 3 dana, tako da u ovom momentu, kažem ponovo, mogu da čestitam momcima za ovu pobedu, a i sad sam im rekao u slačionici, već od ujutru moramo da razmišljamo o sledećoj utakmici. Takav je fudbal, nema mnogo prostora ni da se tuguje, ni da se raduje preterano. Danes nogometaš, ki je pred nekaj dnevi igral v mladinski ekipi na Zelenici Stožic. Kako bo s tem v nadaljevanju? Na klopi ste imeli res nekatere izjemno mlade fante. Kako ste zadovoljni s temi nogometaši, ki prihajajo, s to novo generacijo, ki pa zdaj dobiva priložnost? Pa ja moram reći da mislim da svi navijači i ljudi u klubu i mi svi moramo biti ponosni na njih. Imali smo danas 7-8 ukupno, par njih već na terenu od početka, pa poslednji još njih par je ušlo u drugom polovremenu. Mislim da to jeste pozitivna stvar za klub. Ne smeju da se opuštaju, ovo im je poruka. Tek su počeli, imaju mnogo da napreduju, imaju mnogo stvari da popravljaju, ali je jako bitno da dobijaju minutažu i da je koriste maksimalno. Rad sa tim mladim momcima je jako zahtevan i osetljiv i moramo biti osetljivi. Ne smemo da ih preterano guramo, ne smeju da polete u ovom momentu, već je velika nagrada što su tu i moraju da budu pametni. A za nas sve je to još jedan izazov da probamo od većine tih momaka da napravimo prave profesionalce za godinu, dve. Mislim da će od toga imati slovenački fudbal korist. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Zdravo, Agron Šalja v moji družbi, trener Celja. Drugi polčas, igralec več, pritiskali in pritiskali ste, na koncu je, zdi se, nekaj zmanjkalo. Kaj točno je tisto, kar je danes manjkalo Celju za kakšno točko? Ja, dobro, na začetku oziroma že prej smo imeli neke priložnosti, ki jih je pač treba izkoristiti. To je ena stvar. Potem, ko se je tekma odmikala proti koncu, seveda smo poskušali z bolj ofenzivnimi igralci, vendar smo po moje preveč na silo nekatere stvari počeli. Nismo se držali nekako svoje ideje v igri, preveč silili. Olimpija se je srčno branila in na koncu nimamo kaj, lahko jim samo čestitamo za zmago. Danes se lahko strinjava, da so verjetno te zapravljene priložnosti tiste, ki odločajo na koncu rezultat v korist Olimpije. Kako to zdaj spremeniti do naslednje tekme, kako predvsem spremeniti nekatere stvari v glavah vaših nogometašev? Ja, dobro. Na začetku je prvo treba poskrbeti, da ne prejmeš tak gol, kot smo ga mi prejeli. Da v nekem obdobju, ko si boljši nasprotnik, ko napadaš, iz ene izgubljene žoge pride do protinapada in do nekega nesmiselnega prekrška in te to kaznuje. Prejmemo gol iz avtogola, ampak v nadaljevanju seveda je potrebno imeti maksimalno koncentracijo na vsakem treningu, zato da si potem lahko na tekmi, kjer je seveda psihološko vse težje, da si v pravem trenutku maksimalno skoncentriran in miren in da to zaključiš priložnost, ki jo imaš. Zdaj nekaj, treba je dvigniti glave, iti naprej, delati naprej, se truditi naprej in stremeti seveda v naslednjo tekmo, razmišljati o naslednji tekmi, dati vse od sebe in verjeti v uspeh. Naslednja tekma z Mariborom, verjetno tudi sami spremljate, kaj se dogaja v teh dneh v Štajerski prestolnici. Koliko bo to morda vplivalo na vas, s tem, kaj obremenjujete? To se nas ne tiče. To je stvar Maribora, to se nas res ne tiče. Mi smo naš klub, mi delamo z našimi igralci. Bi bilo nekorektno karkoli izjavljati, niti konec koncev. Mi moramo razmišljati o sebi. Imamo mi dovolj svojega dela, da bi razmišljali o drugih. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Uroš Korun, Uroš je ostal brez dobršnega dela opreme. Tudi tale reakcija navijačev verjetno pove, koliko je danes zmaga pomenila taboru Olimpije. Ja, seveda, izjemno pomembna zmaga, težko prigarana. Cel drug polčas smo igrali z igralcem manj, mislim, da je tudi občinstvo videlo, da smo dali vse od sebe in nekako nas nagradili tudi z velikim aplavzom in vsi navijači zadovoljni, tako kot mi.
Drugi polčas igralec manj, ves čas pritisk Celja. Kako je bilo vse skupaj videti iz vaše perspektive kot poveljnik Olimpijine obrambe? Ja, nekako smo se potem, ko smo videli, da imamo igralca manj, smo se nekako vlekli nazaj, avtomatsko seveda, oni so imeli inicijativo in jaz mislim, da so nekako brez nekih velikih priložnosti bili Celjani, tako da jaz mislim, da smo dokaj mirno pripeljali tekmo do konca, povsem zasluženo, res so vsi dali vse od sebe in če daš vse od sebe, ponovadi si nagrajen. Uroš, najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Hvala. Z igralcem več, Celjani ste pritiskali, na koncu se ni šlo za ta zadetek, ki bi prinesel vsaj točko. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ja, res je, imeli smo v drugem polčasu igralca več, mogoče smo bili na trenutke preveč nepotrpežljivi, brezvezne žoge dajali njim. S tem so oni prihajali lahke proti napade, s tem smo tudi mi izgubljali veliko moči. Imeli smo neke situacije, v katerih moramo to bolj sploh z igralcem več realizirati. Dali smo vsi fante vse od sebe, hoteli smo preobrniti to tekmo, ampak mislim, moramo zdaj dati glave skupaj pa iskati točko na naslednjih tekmah. Časa ne bo veliko, vemo, naslednja tekma z Mariborom verjetno kar precej podobna, kot je današnja. Kako se zdaj v tem kratkem obdobju pripraviti torej na Mariborčane? Ja, res je, ne bo veliko časa, ampak po eni strani je nam igralcem to še boljše. Moramo se zdaj najprej dobro spočiti, regenerirati, pol pa že vse misli usmeriti v Maribor. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone.